Okay. Česa ste se naučili od nekdanjega predsednika stranke SD Boruta Pahorja? Strpnosti in možnost dogovorov. Pahor je v nasprotju z SD-jem zanikal genocid v Gazi, ga boste izključili iz stranke? Ni nobene potrebe, nobenega ne izključujemo iz stranke zaradi stališč, ki jih pač ima. Tudi če so napačne od stranke. Če bo Jani Prednik pravnomočno spoznan za krivega družinskega nasilja, ga boste izključili iz stranke? Zaenkrat počakajmo, da svoje inštitucije svoje naloge opravijo. Katero razstavo v muzeju ste si ogledali nazadnje? Žal nobeno ta moment, bolj neko lokalne. Koliko kredita, katero pa lokalno? Jaz sem gledal čist nazadnje sem bil na razstavi, moram povedati v Delfinu, ko sem gledal upokojenci, ko so delali rokodelsko razstavo. Ravno ste bili v Cortina d'Ampezzo v Italiji, bi se morali ruski športniki znova udeležiti olimpijskih iger in drugih športnih tekmovanj. Da. Kateri novi slovenski film ste si ogledali lani v kinu? Žal nobenega. Bil ste župan, predsednik stranke in minister. Bi zdaj sprejeli mesto premierja? Absolutno, če bi socialna demokracija dobila dovolj glasov, da lahko sestavlja vlado. Šli ste na kosilo z Robertom Golobom, bi šli na kosilo z Anžetom Logarjem? Nobenega problema. Ali to pomeni, da bi šel z njim tudi v koalicijo? Nimam nobenih težav, če bojo vsi te fanti ali pa stranke lahko del levo-sredinske vlade. Torej, odgovor da ne? Da. Bi šli v koalicijo z SDS-om? Ne. Koliko kredite je vzela stranka SD za predvolilno kampanjo? Do 200.000 evrov bi šli revolving kredita. Kako visok dolg ima stranka SD? Ta moment smo poplačali vse dolgove, tako da sproti plačujemo račune. Nimamo dolgova. Torej 1,8 milijona? Ne več. Med drugim ste minister za gospodarstvo, lahko volivci zaupajo stranki, ki ima očitno določene težave s financiranjem? Mi nimamo nobenih težav s financiranjem. Se stranka SD obvodno financira prek inštituta 1. maj? Ne, odkar sem jaz predsednik stranke, ne. Prej pa se je? Ne, ve, da jaz ne, ampak zaenkrat, ko sem jaz zaradi Litijske postal predsednik stranke, smo racionalizirali poslovanje in nimamo nobenega sodelovanja z 8. marcem. Jaz sem 1. maj vprašala. 1. maj, pardon, 1. maj, se upravičujem, 1. maj je, ja. Z 8. marcem pa imate? Z 8. marcem pa spoštujemo in to, kar so naredili, kar se tiče My Choice, My Way, je to velika stvar. Je prav, da je lani direktor NLB-a Blaž Brodnjak prejel več kot 1 milijon evrov bruto plače? Da. Podpirate gradnjo nove jedrske elektrarne JEK2? Da. Bi uvedli obvezni vojaški rok Sloveniji? Ne. Izstop iz NATO ali višanje izdatkov za vojsko? Izstop iz NATO ne in pa bom rekel neko realno povečanje do 2%, 3% da ostalo pa ne. Bi razbremenili plače? Da. Bi obdavčili kriptovalute? Da. Ali trgujete z njimi? Ne. Bi ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence? Progresivno je treba zadeve absolutno rešiti in tisti, ki ima manj plača, tisti, ki ima več plača več. Bi povečali pooblastila KPK-ju? Da. Koliko nepremičnin imate? 2 za ženo. Podpirate uvedbo nepremičninskega davka? Nepremičninskega davka v bistvu ga že na nek način imamo za tako imenovanim nadomestilom za stavbno zemljišče, ampak nepremičnine in tudi en del premoženja mora biti obdavčen, seveda mora biti pa razbremenjena plača. Torej, da ne bi vsako dodatno nepremičnino, ki je doma obdavčili? Ne morem govoriti o rešitvah, ker jih ta moment nobena stranka nima na mizi jasne rešitve. Nekateri so jasno odgovorili na to vprašanje pred vami. Ja, jaz sem želim biti realen pa preveč odgovoren politik, da obljub praznih ne bom delal pred volitvami. Zdaj pa še o aferah SD-ja. Kako visoko bi rangirali afero T6 od 1 do 10? 10 je največ. 5. V gradnjo T6 je vpletena vaša stranka SD. Državljani smo projekt preplačali za $0,5 milijarde evrov. Če mi lahko razložite, kje je stranka vpletena? Nekdanji vaš minister in premier sta bila parlamentarna komisija, jo je med drugim spoznala. Parlamentarne komisije so marsikaj naredile. Zaenkrat od socialnih demokratov niti ni nobeden v postopku, niti ni bil nobeden obtožen, da smo pa takrat sprejeli zakon o T6, smo ga pa sprejeli tako kot večina v parlamentu. Kako visoko bi rangirali afero Litijska od 1 do 10? Spet bi rekel 5. 7,7 milijona evrov smo državljani plačali za stavbo, ki stoji zdaj prazna. Ste jo kaj obiskali v zadnjem času? Ne, nimam nobene potrebe. Vem pa, da je treba s to stavbo nekaj narediti, zato kako dober gospodar jo mora vlada ali pa država dati nekam, bom rekel, inštituciji v upravljanje, da bomo prišli do neke, da bo ta stavba začela delovati. Afera je odnesla vodstvo SD-ja in vašo pravosodno ministrico. Je res, da ste stavbo ponujali županu Ljubljane Zoranu Jankoviću? Jaz to prvi slišim. Kako visoko bi rangirali afero Spirit med 1 in 10? 20 milijonov evrov subvencij je bilo odobrenih nekdanjemu članu podmladka SD Tadeju Vonu
Horvatov razpis ste kasneje razveljavili. 2.